Dobrodošli, veseli me, da smo se zbrali v tako velikem številu. Mi smo si predstavljali sicer, da bo malo bolj tak klepet, ampak vidim, da če bomo vsi klepetali, bomo kar dolgo tukaj, ampak super, smo za to. Namreč gre za posvet, pogovor, bolj rečemo javno debatiranje o temi, ki smo naslovili nekako o polju ustvarjanja na presečišču umetnosti, arhitekture in oblikovanja. Pobudnik oziroma lahko rečemo tako malo v narekovajih vzrok za ta razgovor je obisk Tobijasa Putriha, ki je z nami sodeloval že na prvi razstavi oziroma je s Cukrarno sodeloval še predno vstopi v Cukrarno MGML in sicer z arhitekturnim birojem Skype Lab, ki ga povabijo, da naredi en kos opreme za ta prostor. Tako da tamle nekateri sedite na unih klopcah, to je že delo Tobijasa Putriha, prav tako se pa njegovo delo nahaja tudi v čitalnici v nastajanju. Včeraj je bila kratka predstavitev o tem, pa praktični prikaz sestavljanja teh njegovih elementov, ki jih je ustvaril za Cukrarno. Skratka, s Tobijasom sva odprla debate o tem, kaj to je. Gre tu za umetniški projekt, gre tu za nek uporabni predmet oziroma kako naj se do tega uporabnega predmeta vedemo, mi kot kustosi, mi kot skrbniki hiše in posledično seveda tudi vse opreme v hiši. Zato sem ga včeraj malo pobarala, če si lahko drznemo, pa kar malo sami prestrukturiramo, tako da nam je dovolil. To je malo zdaj bil poziv, da se angažirate, ko boste v čitalnici, ki se nahaja v medetaži. Skratka, jaz bi želela sprva predstaviti goste. Jaz sem prepričana, da vsi poznate, pa vseeno par stavkov vsakem. Povem vam tako, da smo si zamislili zelo sproščen pogovor, zato vidite, da tudi ni nikakršnih displejev, kjer bi gledali slikce in razne powerpointe, ampak bo dejansko pogovor med udeleženci, ki vsak na svoj način soustvarjajo kulturno podobo tega mesta, vplivajo na pomembne odločitve in vzgajajo generacije, ki prihajajo. Tu zraven mene Barbara Predan, teoretičarka, raziskovalka in oblikovalka ter profesorica na oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Barbara je avtorica številnih strokovnih besedil in avtorica oziroma soavtorica knjig s področja oblikovanja. Tobijas Putrih je umetnik in predavatelj na MIT-ju na oddelku Art, Culture and Technology Program. Tobijas se razstavlja v pomembnih mednarodnih prizoriščih za sodobno umetnost, med drugim v Fondazione Prada v Milanu, Muzeju Smako Gentu, Vanabe muzeju v Eindhovenu, na Manifesti 4, 29. Sao Paulo Bienalu. Nazadnje smo imeli priliko videti njegovo veliko razstavo v Moderni galeriji v Ljubljani prejšnje leto. Leta 2007 je zastopal Slovenijo na Beneškem bienalu, njegova dela pa se nahajajo v svetovno pomembnih zbirkah sodobne umetnosti, kot sta na primer MoMA v New Yorku in pa Center Pompidou v Parizu. Potem Renata Zamida, ki je dolgoletna kulturna menedžerka, predava, vodi delavnice ter pripravlja strokovne in publicistične članke doma in v tujini. Je vršilka dolžnosti direktorja javnega zavoda Centra Rog, ki se bo za javnost odprl poleti 2023. In pa Vasa, ki ga ni še z nami, Perovič, bo verjel, da smo bili prijazni, je arhitekt in profesor, ki na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani poučuje od leta 2010, kjer je od leta 2017 prodekan za umetniško področje. Leta 1997 je s kolegom Mitjo Bevkom ustanovil biro Bevk Perovič Arhitekti. Njihovi projekti so bili objavljeni v številnih publikacijah in nagrajeni na slovenskih in mednarodnih natečajih. Verjamem, da vse te informacije poznate, pa navkljub temu goste se spodobi predstaviti. Naš dogovor je nekako tak, da nam Barbara Predan oriše en par primerov, ki govorijo o tako imenovanih hibridnih prostorih. To je tisto, s čimer nas je Tobijas tudi izval, oziroma nas kot institucijo in potem seveda tudi ostale sogovorce.
o katerih bi želeli razmišljati stališča tudi ekonomskega preživetja in si zastavili vprašanja, kot so na presečišču česa se nahaja ta produkcija, ki rečemo hibridna produkcija, ki zavzema nekakšen umestni prostor in jo označujemo kot kreativno panogo. Pa vendar ne vemo, kako se z njo rokovati. Panogo, katere produkte bi lahko poimenovali multipli, vendar pa se zopet poraja vprašanje, ali gre za umetniške ali oblikovalske izdelke. Včasih tudi seveda vprašanje arhitekturnih izdelkov. Skratka, to so neka osnovna izhodišča in vprašanja, ki bi se jih danes želeli dotakniti. Barbara, z par primeri iz zgodovine oblikovanja ali česarkoli že. In potem nadaljujemo naprej debato. Spodbujamo vas, da če imate kako misel, ki ne bi držali do konca, da kar takoj vprašate, kar dvignete roko pa se vmešate. Se ne zdi bolj zanimivo, kot da na koncu čakamo na vprašanja, ko smo že vsi malo utrujeni, predvsem pa tudi vi. Tako da le angažirajte se, smo za to. Skratka, Barbara, izvoli. Hvala. Najlepša hvala za... Najlepša hvala za vabilo. Okay. Bom še tretjič. Najlepša hvala za vabilo k temu sodelovanju. Pravzaprav se mi zdi, da je bil en ključnih krivcev Tobias, ki je že lansko leto me nekje izzval, ko je imel svojo pregledno razstavo v Moderni galeriji in pa me je enkrat malo tako nenavadno snel, da nek način, daj pa ti pa nekaj napiš. Tako v tem smislu. Se mi je zdelo, dokaj se veš, da jaz delam na področju oblikovanja, a on je pa rekel, jaz sej, kaj pa jaz vem, na čem jaz delam. No in je potem iz te, rečemo, iz nekega, to. No in je potem iz te pravzaprav na nek način neke moje želje se temu izogniti, kaj ne? Je vseeno pač nekaj me izzval ravno na tej točki, ker pač sem jaz pač konstantno se postavila v pozicijo oblikovanja, on je pa pač na nek način si želel ravno ta pogled na to, kar pač on počne. Jaz sem si to razstavo šla res potem tudi seveda pogledati in na nek način me je ravno to, ta hibridnost, to neko presečišče, to neko drugačno srečanje teh nekih večjih različnih področij je bila tista stvar, ki me je v resnici nagovorila. In hkrati seveda sem že tudi izhodišče potem tudi seveda pa tu gledala nekaj iz svojega tega, rečemo, teoretičnega zornega kota, ki se mi je zdel pač zanimiv iskati pač ali pa nekaj premišljevati pravzaprav o tem, kar Tobias počne in kako se pravzaprav to umešča predvsem pravzaprav skozi vidik oblikovanja. Zdaj pri oblikovanju, kar se je meni zdelo pač nekaj ključno in zaradi tega se mi je zdelo tudi zanimivo to, kar Tobias počne, je ta, da je na nek način konstantno na nekem presečišču, na nekem razhajanju ali pa tako kot, ne vem, tudi jaz, ko se pogovarjamo s študenti, je na nek način, jaz vedno rečem, da izrašča iz nekega nelagodja, to se pravi ali pa iz nekega nezadovoljstva, iz nečesa, kar nas pač moti. Hkrati je pa ključno pri oblikovanju to, da pač ima neko potencialnost v sebi. To se pravi, da ima neko možnost, da v resnici odpira premišljevanje o nečemu, kar morda se nam v tistem hipu še ni, ali pa saj nekako naj bi si zamišljali nekaj, kar v nekaj še ni, pač v tistem trenutku še ne vidimo, ali pa vidimo v neki drugačni luči ali pa v nekem drugačnem pogledu, pristopu. In ravno to so pravzaprav tukaj, ko se začnejo ta presečišča delati z področja in umetnosti, arhitekture, oblikovanja, pravzaprav postavlja neko to možnost veliko večjega nekega eksperimenta, predvsem pa to, kar se meni zdi pri teh stvarih ključno, je nekega tega kritičnega pogleda na to, v kar pač nekje zelo radi se predalčkamo. Zelo radi pravzaprav imamo to občutek, da moramo pač zelo hitro dati neko kategorijo, kam nekaj spada in zaradi tega se nam potem zelo hitro zdi, da nekaj, kar pač prihaja, kar je nekaj horizontalno, kar povezuje, pa pravzaprav nam vzpostavlja to neko nelagodje, s katerim sem pravzaprav začela. Ob tem, da pač kot rečeno, se mi zdi, da je pa nelagodje ena ključnih točk, ki nas pravzaprav sili misliti in zaradi tega se mi zdi, da je to tista stvar, ki jo pravzaprav največ rabimo na vseh področjih. Zdaj, ko je bilo rečeno, da vseeno, ko smo se pogovarjali pa potem z Alenko, ko me je poklicala, da bi tukaj pač nekaj predebatirali, je pravzaprav skozi najin pogovor seveda
ko se je pač razmišljalo, je to nekaj novega, smo v tem že pač na tem področju ogromno delali in absolutno je na tem področju kar nekaj takih praks, seveda vsak vedno pač determinirane z kontekstom časa, v katerem so nastajali. Ampak seveda en prvih asociacij, ki sem jih dobila, je bilo na italijanski anti-design ali pa counter-design, kot rečejo to v tujini, kjer so pravzaprav ravno skupine, ko so Archizum ali pa Super Studio, so na nek način na temu zopet nelagodju, to se pravi oblikovanje v 20. stoletju, ko postane na nek način tržno orodje, ta famozna dodana vrednost, o kateri konstantno poslušamo, so se pa oni zelo hitro začeli upirati temu in začeli razmišljati o nekem družbenem, kulturnem kontekstu, kako lahko pravzaprav, kakšne so implikacije oblikovanja na pač svetu, v katerem živimo in kako se iz tega pravzaprav na nek način tudi upreti ali pa iskati neko alternativo temu in hkrati pravzaprav precej eksperimentirati. No. Tukaj se mi zdi, da je, zdaj bom vse nekaj pocitirala, sem si napisala od Foucaulta, zakaj je kritika tako ključna na področju, lahko rečemo širše, ne samo oblikovanja, sigurno pa oblikovanja, to je v tekstu Kaj je razsvetljenstvo. On reče, treba si je predstavljati to, pač se pravi kritiko, kot držo, kot etos, kot filozofsko življenje, kjer se kritika tega, kar smo, istočasno zgodovinska analiza meja, ki so nam naložene, predvsem pa gre za eksperiment glede možnosti njihove prekoračitve. In to je ravno to se pravi, da se ne pustimo čisto ujeti, da nismo čisto, da si pustimo misliti pa dvom tu neke predpostavke, pa pravzaprav neke tudi v glavnem predsodke, kaj bi nekaj moralo biti, to se pravi od umetnosti, oblikovanja in arhitekture in pravzaprav z eksperimentom to prekoračimo. No in ko so, če gremo nazaj na primere Archizuma ali pa Super Studia, se mi zdi en krasni primeri so bili v začetku 70. let, je bilo v New Yorku, je bila prej omenjena, bila ena večjih razstav Italy, the New Domestic Landscape. In tam so pravzaprav, ko je Emilio Ambaš naredil kurirano razstavo o italijanskem oblikovanju, je pač naredil seveda nek klasičen italijanski dizajn, tisti na trg za industrijski pregled. Hkrati je naredil pa potem še skozi dva vidika, oblikovanje kot predpostavka, pa oblikovanje kot komentar. No in prav ta oblikovanje kot komentar je bila neka stvar, kjer je največ prišlo te neke zelo kritične misli, kritičnega, drugačnega vpogleda, eksperimenta in najdlje je šla skupina Archizum, ki je pravzaprav, on je vsaki skupini, ki jo povabil, ali pa pač oblikovalcev, ki ga povabil, je dal pravzaprav kocko, v katero so lahko pač vzpostavili ta nek odziv na to njegov, rečemo temu brief ali pa na ta njegov pač koncept. No in oni so pravzaprav pustili prazen prostor. Rekli so, da njihov odgovor je pravzaprav, da je alternativo gradijo na najmanj fizični stvari na svetu in to je na besedi. Kaj so s tem hoteli povedati? V resnici so s tem provocirali to, da se sama ta beseda, ki je bila, seveda beseda je šlo pa za utopijo, da se v resnici začne realizirati s posameznikom, ki v sebi prepozna zmožnost ali pa potencialnost. To se pravi, in tukaj se delamo krog zdaj nazaj k Tobiasu, ki na nek način pred nas postavi nek hibridni element in hkrati nam ne doreče, to je stol, to je miza, to je omara ali to je umetniški kos. Ampak v resnici pred nas, kot je bilo rečeno, vabljeni ste, naprimer gori v knjižnico, ne, smo rekli, da pač ustvarite in je v resnici tisti stvar, tisti eksperiment, tisti pač točka na vas, da v sebi prepoznate možnosti. Ne. In tukaj je naprimer tudi ta moment, ki ga italijanski filozof Giorgio Agamben blazno fino reče, ko imamo to prehod iz, kako iščemo med vzvišeno in profano. Ne. In v resnici se zgodi ravno z igro, ko si dovolimo igrati, ko si dovolimo eksperimentirati, naenkrat bomo v tistem, kar je vzvišeno, v kar se ne upamo vstopati, naprimer umetniški kos, ali pa če je oblikovanje profano, pa bi me zdaj seveda kolegi kam poslali, ampak si pa če upamo uporabljati, je pa ravno ta hibrid, tukaj se lahko začne spet dogajati in v resnici se ustvarja tisti, kar smo rekli na začetku, potencialnost, razmišljanje, kaj bi še lahko bilo videti pravzaprav na drugačen način. Zdaj pa, če dam sam še hiter, pa neham. Tako, ta preskok, seveda, da ne ostanemo samo v 70-ih, danes je to rečemo, ena taka derivat tega je pravzaprav pa nek odvod tega je
spekulativno oblikovanje, kjer pravzaprav enako gradi na kritičnosti, na kritičnem oblikovanju, kjer pravzaprav je isto danes poskušajo z nekimi pač ta dvom v nekaj, kar se nam zdi, da ne more biti drugače, nekaj, kar ne moremo spreminjati, nekaj, kar pravzaprav nam pravzaprav z nekimi takimi nujno je, da ostaja blizu vsakdanjemu, ampak ravno s tem, ker je drugače, ker nas sili pač drugače videti stvari, nam odpira pač neke potencijale. In tukaj sta seveda Anthony, se ima napisano, Dan and Fiona Raby, Speculative Everything, ne, tukaj imamo tak zelo lep primer tega, ko pred nas pravzaprav postavita lesen kos, delamo oblikovanje in rečete, to je robot. In pravzaprav vsak, ko pride tja, reče, ne, to ni robot, pa tako. Zakaj pa ne? Ker je tukaj zopet nagovarjamo predpostavko, ker mi imamo vsi pred sabo pač neko vizijo, rečemo iz filma ali iz česarkoli že, kako naj bi roboti izgledali, in tukaj pravzaprav nas silijo misliti o neki stvari na drugačen način. No. Tako da teh vidikov, no, jaz mislim, da bo pol skozi debato prišlo še veliko drugih primerov, je res veliko se tega dogaja na področju oblikovanja in to, kar se mi zdi pač nekaj ključno postaviti, je, da se teh hibridov ne smemo bati, ampak jih v resnici so zelo, zelo dobrodošli, zaradi tega, ker nam pač konstantno nas v stroki silijo, da delamo korake naprej in da v resnici se ne ujamemo v te neke vsakodnevne predpostavke ali pa uvide, kako bi mogli živeti, ampak pravzaprav. Je pa še to, no, mogoče sam še rečem, no, nas pa sili misliti, kar je pa v današnjem svetu ponavadi že zelo naporno. Hvala ti za tale krasen uvod. Ja, da ne sili v razmišljanje, to je bila super misel. Morda pa na koncu obnovimo. Samo tako kot en internet, ravno zdaj, o tem, o čemer si govorila na koncu, je Cesare Petruisti, italijanski umetnik, imel enkrat projekt, kjer je povabil obiskovalce, da prinesejo na razstavo predmet, ki po njihovem mnenju nikakor ni umetniško delo. Vsem se je zdelo to strašno lahko, čist lahko in super in krasno, no potem so se pa začeli problemi. Ker je v vsakem predmetu, ki so ga ljudje vzeli v roke, so začeli prepoznavati, da morda ima pa vrednost nečesa že. In tu je prišlo do veliko potem debat o tem, zakaj ima en kozarec umetniško vrednost ali katera ta vrednost je. Skratka, ja, tudi v umetniških projektih so že bili v kontekstu bolj razlagalnosti ali pa vprašanja, kaj umetnost danes je in čemu služi, ker v svetu, v katerem živimo, je to vprašanje, ne, čemu je namenjeno in kak je izkupiček, torej zaslužek. So te hibridni projekti velikokrat tako nekako nedobrodošli za tiste, ki morajo odpreti denarnice, da pride do njih, ne. Tobijas, evo, tu bi mogoče izvala malo tebe, da morda v kontekstu svojega dela v cukrarni in pa razmislekov, ki jih imaš okrog te prakse, podaš svoje videnje. Ja, dela. Mislim, jaz imel v bistvu eno tako vprašanje, no, generalno. In sicer, meni se zdi, te prostori so vedno obstajali, te neki umestni prostori, lahko rečem hibridni ali pa, mislim, saj cel modernizem, pa cela ta zgodba zadnjih 150 let, so se vedno znova pojavljali na različnih koncih. Sam, kar se mi pa zdi tako zelo pomembno pri tem razmišljati je, da so pa vedno ostajali na nivoju neke inštitucije. To znanje je bilo vedno institucionalizirano na specifičen način. Recimo, pri dizajnu je to šlo skozi dizajn. Če govorimo o 60-ih, seveda, pač vsak dizajner gleda na 60 drugače, arhitekt gleda na 60, pa gleda na 60 drugače. Sam gledam skozi nek optiko inštitucij, zato ker če ne bi bilo teh inštitucij, to tudi danes ne bi obstajalo. Zato ker če jaz dam recimo svoje zadeve v muzej, ki je umetnostni muzej, ki je galerija, v bistvu ima to drugačen pomen, kot če ga dam v trgovino. Mislim, v bistvu zavedati se v bistvu, da je ta moč inštitucije, ki določa te kontekste, pa ki ustvari nek dejanski kontekst, ne, je zelo pomemben, se mi zdi tukaj. Ne. In se mi zdi, da te kontekste so na različni način ustvarjene. Ne. Recimo v umetnosti se ustvarja skozi mogoče torej muzeje ali pa tudi sejme zdaj ali pa določene revije ali pa
Medtem ko na arhitekturi, mislim, saj moj občutek je, da se zelo ustvarja na nivoju neke izobraževalnih inštitucij, torej univerz, pa mislim, predvsem univerz, no, se mi zdi. Dizajn je pa spet ne poznam, spet nisem toliko notri v tem, ampak načelno se mi zdi, da ima spet svojo dinamiko. Preko sejmov, pa preko trga, pa preko različnih tudi verjetno izobraževalnih inštitucij. Ne. Tudi vsak ima svojo neko linijo, ne. In vprašanje se pa postavlja, ne, če govorimo o neki umestnosti, ne, kako sploh to umestnost institucionalizirati, če jo je možno institucionalizirati. Ne. A je možno, kje to sploh vidiš? Ne? Ali so ti umestni prostori, kjer lahko na to naletiš, da ne bi definiral, to je pa umetnost? Ne? Zato, ker tukaj boš vedno v tej stavbi, boš karkoli postaviš, bo to načelno to, ne? Težko rečeš, da je zdaj tisto, kar sem naredil, da je to dizajn, ali pa da so, mislim, pri teh klopcah je zdaj hecno, ker ta prostor načelno ni razstavni prostor. Ne? In mislim, torej vprašanje, kako definirati to umestno, ta umestni, kako ne institucionalizirati, ampak kako, v kakšni relaciji za inštitucijo to, take zadeve gledati. No in iz tega stališča tudi, zato sem tudi vprašanje v bistvu za Renato, no, na nek način, ne. Te prostori izdelovanja ali pa te makerspace, mislim, so se mi vedno zdeli, že mislim, ko so začeli ten koncept sredi 90, v bistvu, no, so imeli en tak zanimiv moment, no, ki ga zelo težko je bilo reči, kam pripadajo. A pripada, mislim, sigurno niso bili povezani z umetnostjo, bili so povezani z neko subkulturo, mogoče te medijalne umetnosti ali pa neko, kaj pa jaz vem, sploh težko, mislim, težko bi rekel, no. In iz tega stališča se mi zdi, da imajo neko vrednost. No. In glih, ne, to se mi je zdaj, ko sem prišel do Alenke, ko sem rekel, o čem bi pa razpravljal, se mi zdi, in glih ta bližina cukrarne pa Roga se mi je vzpostavila kot neka zanimiva, v bistvu, zanimiv kontekst, zanimivo vprašanje. V bistvu. Tako in, ne vem, mogoče to naprej za Renato, v bistvu, kako v bistvu se vidi o tem, ne. Vrstni red ti bomo porušili sicer, ampak ja, v bistvu res hvala, ne, za to izhodišče, ker tudi mi, ko mislimo in govorimo o centru Rog, je tudi v kontekstu z umetniškimi inštitucijami, ki recimo ga obkrožajo, ki jih je v Ljubljani veliko, ne, in je zdaj cukrarna ena najnovejših, največjih tudi manifestacij take inštitucije, je najlažje govoriti o tej dihotomiji. Ne. Če je cukrarna prostor umetnosti in prostor prezentacije, potem je najlažje reči, da bo center Rog ali pa da je center Rog prostor produkcije, ne prostor prezentacije in v tem smislu tudi prostor izdelovalništva, te makerske kulture, bolj kot pa prostor umetnosti. Center Rog bo pravzaprav nosil v sebi to tovarniško funkcijo, ki jo je ta zgradba bivše tovarne Rog imela stoletje dolgo v različnih formah, pravzaprav kot prostor produkcije čisto do konca. In bo vsaj v tem pritličnem delu, kjer bo na približno 1000 kvadratnih metrih 7 različnih delavnic ali pa izdelovalnih laboratorijev ohranjal to izdelovalniško funkcijo, to funkcijo tovarne. V pritličju centra Rog bodo lesarska delavnica, kovinarska delavnica, zeleni lab, ta klasični Fab Lab, 3D printerji, zeleni lab sem že rekla, torej tekstilni lab, steklo-keramični lab, kuharski lab, seveda ne bomo pozabili. In bo kot tak prostor produkcije odprt praktično sleherniku. To bo makerspace, ki bo dostopen vsem na podlagi neke članarine,
podobno kot funkcionira pravzaprav javna knjižnica. Zato je tudi za nas zelo pomembno, da imamo v hiši v prvem nadstropju Centra Rog, bo namreč nova enota splošne knjižnice, nova enota MKL-ja, ker se lahko tukaj povleče ena taka fina vzporednica. Knjižnice so najbolj demokratični možni prostori. Prostori, ki so najbolj nekodificirani v tem smislu, da te v knjižnici nihče ne sodi. Ti lahko prideš v knjižnico in si sposodiš Viktorijo Holt, lahko si pa sposodiš Hegla, nihče te ne sodi, kakšne knjige boš vzel. In podobno si želimo, da bi funkcioniral tudi ta skupni izdelovalniški prostor, ta velik makerspace v našem pritličju, kjer ni važno, a bo prišla soseda z Poljanskega nabrežja gravirati kamenčke, srčke v kamenčke ali pa kaj takega, ali bo prišel Tobias izdelati dizajnerski hotel za divje opraševalce. In bo tudi od vsakega posameznika odvisno, kakšno vrednost bo ta predmet, ki bo ustvarjen v teh delavnicah imel. Na vsak način je pa to, kot rečeno, pač prostor produkcije, tako da mi si želimo, da bi bil to prostor, kjer nastajajo predmeti s tako in drugačno uporabno vrednostjo, za koga umetniško vrednostjo, ni pa to inštitucija, ki bo v tem smislu te predmete kodificirala ali pa jih vrednotila. Skratka, na nek način bo to prostor, ki bo odprt vsakomur, skratka, če si boš hotel priti kaj zaentlati ali pa z iglo za usnje zašiti torbico, boš ravno toliko dragocen uporabnik tega prostora, kot če boš prišel izdelati nek prototip umetniškega predmeta, artefakta. In upam, da bomo uspeli to odprtost nekako ustvariti. To za začetek. Hvala, evo super. Ja, malo si premišljal še trene, ampak to je dobro. Pravila je treba kršiti. Skratka, potem pa tale prvi krog končamo z Vaso. Namreč včeraj, ko je imel Tobias predstavitev, sem zelo zanimivo, ko je rekel tako zelo sproščeno, potem pa lahko delate, kar hočete, pa sem si mislila, wow, to pa je svoboda. Se pravi, na nek način totalni obrat od razumevanja umetniškega predmeta, ki se ga ne dotikaj, ne glej z očmi, ne z rokami, skratka, to stalno ustavljanje obiskovalcev naj ne prestopijo blizu in tako naprej, je pri Tobiasovem delu se zdelo tako okej, se pravi, da ne bi bili zdaj preveč, da ne bi domišljali dali preveč prosto pot, moramo tudi paziti. Ampak skratka, potem me je zanimala ta razlika, ko pride naročilo strani institucije umetnosti, kjer je povabilo strani kustosa, direktorja institucije ali pa strani arhitekta. Kakšni so ti odnosi oziroma kako se potem zamenja način razmišljanja. In tu bi nam bilo zanimivo slišati vas skozi dolga leta vaših projektov, arhitekturnih projektov, ste se seveda soočali tudi z vprašanjem opreme, ki ni samo oprema, ki ni samo nekaj uporabnega, ki bi lahko bila ali pa je bila tudi mišljena, ne vem pa, če je izvedena kot kaj več. Pa bi nas čisto zanimali s tvoje te osebne neke izkušnje, kako je s takimi hibridnimi projekti, kot jim rečemo. Malce sem presenečen. V bistvu sem na tvoje vprašanje bo čisto drugače, ampak zdaj se odgovorim na tvoje vprašanje. V bistvu mi se kot arhitekturni biro niti ne ukvarjamo preveč s tem recimo določevanjem. Nas je zmeraj zanimalo to določevanje nekega okvirja, v kateremu se marsikaj drugega zgodi in smo se zelo redko lotevali te popolne definicije recimo arhitekturnega projekta do tega zadnjega uporabnega kosa, katerega poseljuje. Tako da ta odprtost nam se zdelo bolj interesantna. To je odgovor na tvoje vprašanje. Meni se zdi v bistvu iz ove debate nekaj drugega, v bistvu Renata, v bistvu ima taj, da kažeš, non-denominational, da recimo da kažeš, demokratični pristop v neki produkciji, generalno. Barbara je začela v bistvu pogovor iz perspektive oblikovanja. Mislim, da je mogoče interesantni pogovor o tem miksu, hibridiziranju, kreativnom hibridiziranju profesije, v bistvu pogled iz umetnosti proti oblikovanju, kot iz oblikovanja proti umetnosti.
Zato v bistvu ova primera, ko sem dala, to je domestic landscape, je v bistvu bil dizajn kot critical tool, kot neka kritična kategorija. To so zelo redki dogodki v, recimo, zgodovini dizajna, ne? Dokler so dogodki v nasprotno smer iz umetniškega proti dizajnu v bistvu bistveno bolj, da kažeš, pogosti, ti boš rekel, če se motim. Tudi bistveno bolj kritični, bistveno lažje kritični, bistveno več svobode. Zato v bistvu dizajn ima neke, da kažeš, omejitve, ko je v bistvu to, kar mi imenujemo dizajn in general. Ima neke omejitve, in to v bistvu ta hibridizacija mogoče smeri dizajna proti splošnim kreativnim procesem je less interesting kot hibridizacija, s katero se domnevam to bi ukvarjate v bistvu iz neke popolne svobode umetniškega ustvarjanja v utilitarno oziroma occasionally participatorno situacijo. In ta proces je, da kažeš, mogoče bolj interesantno drugi, ki se rekla Jarki Zub, ker v bistvu bio zelo podobno arhitektura kot critical tool, že spet v bistvu izhod iz polja arhitekture v takšen ekstrem, ko je v bistvu one-off situacija, ilustracija one-off hipotetične, politične, ekonomske ali tehnološke situacije. A mislim, da v bistvu, dokler ko pogledaš iz sfere umetnosti, to je mogoče potem, ti trdiš, da je to odprto za vse, ok, znači to je še neka novi level, da kažeš odprtosti ali neke te demokratizacije procesa. Je pa, ko pogledaš to iz perspektive umetnosti, iz perspektive dobije produkcije, iz perspektive produkcije, v bistvu serije umetnikov, kateri v bistvu stopajo v druge situacije ali druge profesije, v bistvu še kar interesantno, če pogledaš recimo Enza Marija kot neko zelo živko, nekoga, ko je začel iz čistega umetniškega projekta, pa končal v bistvu v dizajnu kot critical toolu sa tem projektima DIY pohištva, do v bistvu klasičnih italijanskih oblikovalca zadnjih 20 let, 20. stoletja. In že spet nazaj, zato v bistvu končna produkcija Marijeva je bila nazaj potem v zelo odprtost art projekta. Sicer so njegove, to bi se verjetno se strinjal, ampak v bistvu njegove ti izleti so relativno sekvencirani in profesionalno omejeni. Nemoj tu horizontalno povezovalno linija, razen na nekem mentalnem primeru. Ampak kažem, zdi se mi bolj interesanten, da je pogled iz umetniškega proti utilitarnim ali proti participatornim in takih praksi imaš v bistvu bistveno več nekako, da kažeš, freedom je bistveno polje in bistveno bolj odprto. Tako da je dizajn samo eden od tih. Ne, absolutno. Mogoče sam še, ko smo bili prej Enzo Mariju, se meni zelo zanimivo, ker je tam konec 60-ih let, oni, ko je Triennale di Milano, ko so postavili klasično oblikovalsko, spet najboljše oblikovalske kose kot prikaz tega, so se takrat potem temu uprli. Sprav ne bomo, ker se tudi rekel, kaj postavljamo, kaj naredimo s tem, ko postavimo nekaj v kontekst neke inštitucije, so oni v resnici zablokirali celotna vrata pred Triennalom in so rekli, ne boste nas postavljali na trg, ne boste to postavljali in hkrati nam pravzaprav vsiljevali, da je to pač tisti vrhunc, ki ga lahko dosegamo. In so skozi to začeli preizpraševati, kakšna je pravzaprav sploh vloga tudi oblikovanja v kontekstu tega. To se pravi, se res samo tisti, ki pospešuje prodajo in pač si ne, takrat so bilo zelo moderno reči, da si oblečeš laboratorijski na nek način, si ta neutralni podajalec tega, da najbolje pač deluješ na trgu in tako naprej. In tukaj je bil tisti upor, ne bomo si pustili vzeti misli, ne bomo si vzeli kritike in veliko več je lahko kot oblikovalec v resnici ustvarjaš ravno s tem, ko siliš razmišljati, v kakšnem svetu hočemo živeti. In tle prije noter vsa politika tega političnega dejanja s tem, ker ko oblikuješ svoj prostor, preoblikujemo nas same. In to se pravi, če nimamo te kritike, da se opremo temu, kako nam drugi delegirajo, ker oni zelo hitro rečejo, da je to čisti imperializem trga, ko nam reče, da pač oni odgovarjamo potrebi na trgu, ta je umetno generirana. In tukaj pride do tistega upora, to se pravi, kaj je res tisto, kar si želimo in kaj hočemo videti in s čim se hočemo ukvarjati. In tle pride publikovanje zelo blizu, na nek način išče to svobodo tega odziva. Sven se tudi zdi, da se strinjam, da v bistvu z umetnosti, z v bistvu smeri umetnosti
je ta prostor mnogo širši. Veliko več eksperimentov možnih in to je čisto res. Po drugi strani je pa zanimivo v bistvu, da v bistvu sploh vprašanje obstaja kakšnokoli prekrivanje teh dveh smeri. Recimo, ko Jorge Pardo naredi, tisto si zgradi hišo, mislim, iz budžeta, muzejskega budžeta za razstavo si zgradi, se ni cel budžet šel za hišo, ampak si zgradi hišo, dejansko naredi arhitekturo, pa ta arhitektura ni dove kako zanimiva, ne? Sploh v kontekstu arhitekture. Mogoče v kontekstu umetnosti je, ne? Sam zdaj, ko funkcionira kot popolna arhitektura, ker dejansko ljudje živijo tam, no? Vsako nedeljo pač, ali kdaj, kjer dan že, pač spustijo publiko v ta objekt, ne? Ta v bistvu kratek stik se mi zdi zanimiv, no? V bistvu, da kar naenkrat kontekst arhitekture sodi o neki arhitekturi, ki je dejansko arhitektura z nekega vidika, nekega diskurza, ki obstaja, arhitekturnega diskurza, po drugi strani pa ta umetnostni diskurs videti to skozi eno popolno drugo optiko. In mislim, take zadeve se mi načelno zdijo fascinantne. Vprašanje pa je, ali sploh obstaja kakšen primer, kjer ni tega nesporazuma, no? Tega v bistvu nekakšnega, okay, jaz gledam iz tukaj, ti greš tukaj, v bistvu se ne razumeva, ampak načelno pa gledava isto stvar, ne? In to je tudi, recimo na šoli, mislim, tukaj načelno učim na arhitekturnem oddelku. In meni vedno, mislim, kakorkoli pogledam, je v bistvu moja perspektiva na arhitekturo precej naivna. In tudi moja perspektiva vseh arhitektov, s katerimi pač sodelujem tam, pa se pogovarjam, se mi zdi pa še bolj naivna, njihova perspektiva na art. No? Mislim, še bolj na nek način generalizirati. Mislim, vse razumljivo je, ne? Je čisto razumljivo, zato ker težko namenijo tudi oni toliko časa, da grejo neke detajle, pa da res, mislim pač, da grejo čez to celo, v bistvu, čez cel diskurs, pa na obeh diskurs, da res pač pa berejo in vse. Tako da ta načelno, govorimo o nekih hibridnosti, pa govorimo o nekih prostorih, ampak a se sploh, do tega stika sploh pride? Moje vprašanje je, zakaj te moti to nelagodje ali pa ta drug pogled? Nik spravo Jorge Pardo, pa je se padlo. Spravo se najslabše božji primer. No, povej, kaj. Mislim, meni se zdi, primer se mi zdi fascinanten. Se mi zdi, res je, da je, mislim, meni je fascinanten zato, ker čist zaradi tega, koliko je bil uspešen. Če pogledaš na 90, je eden z ključnih projektov dejansko. Merjenje uspešnosti je popolnoma drugo. Mislim, katere uspešnosti? To je druga kategorija, da se zdravo. No, poskušam se spomniti arhitekturnega projekta, mogoče se nekdo iz publike še kar neki arhitekti spomni. Oziroma tega, če te nekaj, da kažeš, art projekta, kateri se extenda v polje arhitekture na convincing way, ne Jorge Pardo, ili ne, to bi jaz rekel, da proizvaja lučke in ne, ampak recimo imaš, sodni arhitektura sicer je pa na nek način aplikovanje, imaš Franz Wester na dokumenti, pred kolikimi dokumentami, ne. Je v bistvu bil projekt, katerega lahko postaviš v sfero dizajna in v sfero oblikovanja in v sfero umetnosti istočasno in je v bistvu absolutno relevanten s tem zofom. Tako da so ti hibridni projekti, za katere ne moreš reči, da niso na nek način relevantni. Za arhitekturo, niti mi ne pade pamet, padne pamet, recimo. Dajte predlagati. Nek ideja, tudi taj kroz arhitekture in umetnosti, kateri bi bil uspešen, kateri bi bil Jorge Pardo.
Ja, sem ja, točno. Ali pa to je boljši primer? Ja, se ti zdi boljši primer? Ja, sem zato Tobija, tvoje izkustvo malo oživim natečaj spomenika sprave. Tvoje sodelovanje z arhitekti. Kdo je bil prvi? Arhitekti so tebe povabili ali si? Pa ne, to je drugo, mislim, to se mi zdi drugo, no, zdaj sodelovanje z arhitekti. No, kako formuliraš? Mislim, je malo drugačno. Zato, ker če arhitekt povabi mene, pol je večinoma to se dogaja v diskurzu arhitekture. To je arhitektura. Če pa jaz sodelujem z nekim arhitektom, pa delamo nekaj v muzeju, rata pa to dejansko umetnost. In težko, mislim, na začetku sem pač na to hotel upozoriti, da se mi zdi, da dostikrat, tudi če pride do teh hibridnih situacij, pa izmenjav, pač kontekst prostora označi, kaj ta objekt je. Ne? Zdaj, to, kar se pa mi pogovarjal, pa se mi zdi ena stopna D, ne, ki, a veš, ko recimo umetnik pride na polje arhitekture, institucionalno polje arhitekture, to je, se zida hišo na bregu, tam nekje. Razumeš, mislim, ne to, da Franz West pač naredi stole, ki jim jih postavimo muzej, to je čisto logično, ja, to je pač, ima sicer neko vrednost znotraj teksta, ko pa se čisto tuji, ko pa pride čisto iz te institucionalne sfere ven, ne, je pa spet se zanimivo vprašanje začne odpirati. Tako da... Tega primera spomna, koliko je pa sploh to relevantno ali ni, ne? Kar je bi lahko ponovila. Pravim, da Hundertwasser naj bi bil umetnik in on je ustvarjal kot arhitekturo, ampak zdaj spet, koliko sprejmemo to arhitekturo kot arhitekturo, ne? Zdaj pa je tudi spet en drug faktor, kdo pogleda na to, kdo ocenjuje ta pogled, ne? Kaj to je? Jasno. Ne, ampak lahko umetnik, lahko arhitekt. Ja. Ne? Ja, se pravi še kak primer. Ne, eno izmed takih primerov, recimo, ki se mi zdi, da dosti funkcionira, recimo iz 80-ih, recimo Scott Burton, ne? Pač njegove te klopce, ki dejansko funkcionirajo znotraj, izven inštitucij, ponavadi znotraj nekega pač javnega prostora. Ne? Pa dosti mogoče so kakšne te javni projekti umetniški, ki grejo uspešno v to smer. Ne? Sam ne poznam jih pa dosti. Mislim, se mi zdi, da ni toliko izoblikovan prostor. Ta hibridni prostor ni to, mislim, dejansko ni institucionaliziran. Ampak je zelo nekako izmuzljiv, kar ni slabo seveda. Morda je ravno zato hibridni, veš. Tamle se Teoš tudi javlja, evo. Ja, jaz pa sam v bistvu primer bi dal recimo Olafura Eliassona, ne? Rečemo ta njegovi začetki v 90-ih, če pogledamo zdaj njegov studio, kako je strukturiran, se pravi, on še seveda dela kot umetnik, ampak zraven je studio, ki dela Little Sun, ki direktno gre, se pravi, ta nek uporabni, oblikovalski in seveda velik segment, ki po moje živi ta studio, če mene vprašaš, so te arhitekturni komišni. In za me v bistvu, kaj je vprašanje, je to, kako dejansko se sama umetniška praksa v bistvu pozicionira v odnos na ne vem, nek dement, ki se je zgodil znotraj njegove prakse. Se tudi ne vem, če vzamemo Newsna z limited edition furniture, se to je, mi Newsna vidimo v muzeju, vidimo ga pa tudi v kontekstu kapitala, v kontekstu sejmov, v kontekstu trga, se pravi, ne vem, mogoče komentar čisto, kako vi vidite ta
switch oziroma razvoj, rečemo, nekih praks, ki, mi še zmeraj, ko rečemo Olaf Aurelius, vidimo sonce v Tejtu. Ja, na drugi strani pa v bistvu je ogromen projektov, ki jih dela, ne vem, v Afriki, v nordijskih državah, se pravi, tukaj je on dejansko direktno penetriral v to neko področje, ki je postalo tudi integralni del njegove v bistvu prakse. In tako, mogoče, če je kakšen komentar. Brez mogoče vtikanja preveč v valorizacijo arhitekturnega opusa. Ne, se strinjam. Bi mogoče več govoril o tej kompleksnosti artistik prakse danes. To je mogoče Olaf Aurelius ali drugi neki studiji, mogoče še parametrikov, kateri v bistvu tudi ne sodelujejo, delajo z arhitekti oziroma za realizacijo njihove prakse, ne glede na to arhitektura ali tudi ostala produkcija, je v bistvu participacija oblikovalcev arhitektov v celotnih te kreativne sfere nujna. In v bistvu Olaf Aurelius je eden od tih, seveda morda se prežive od gradnje za Lego Headquarters, ampak v bistvu tudi za ostalih del svoje prakse v bistvu zelo velik je to nekako sodelovanje z arhitekti v studiu. V bistvu je bistveno zelo, to pomeni, da v bistvu da kažeš, mogoče ta standardizirana umetniška edukacija ne zadošča za realizacijo celotnega potenciala, celotnega umetniškega projekta danes. Je v bistvu bolj kompleksno postavljeno. V tem smislu. Za arhitekturo nisem sicer, da v bistvu zdaj, ko zelo veliko poznaš praksi, da v bistvu so umetniki neke prostore rekonfigurirali na zelo smiseln način, od Marfe do v bistvu zelo malo je praksi, da govoriš, mogoče not vital, da kažeš, mislim, odvisno se je, da praksi, da v bistvu ta izgled pure architectural situacijo je bil uspešen. Zato mislim, da so te hibridne situacije bistveno bolj interesantne. Ne umetnik, kateri v bistvu se ukvarja z arhitekturo, ampak umetnik, kateri stopa v polje arhitekture, v polje oblikovanja. In v bistvu ta hibrid, enako tako arhitekt, kateri se ukvarja z umetnostjo, nič slabšega. Tako da, ta hibridizacija, katera v bistvu ti tudi na nek način propagiraš generalne kreativne srednje, mogoče neke zelo interesantne situacije, z katerekoli profesije gledaš ti iz arta, iz oblikovanja, iz arhitekture. Mislim, v našem kontekstu je tudi zanimiv ta preskok na drugo stran. Torej, kaj od izdelovalništva lahko postane umetnost. Vsak predmet, ki je predmet dizajna, tudi če ni umetnost. Vsak predmet, ki je predmet arhitekture, tudi če ni umetnost. In tudi mi gledamo nekako Center Rock kot nek prostor, ki se umešča v to polje vmes med recimo visoko pa popularno kulturo. In kot tak bo nudil veliko prostora, pravzaprav 25 individualnih delovnih prostorov, kot jim pravimo, ne ateljejev, za točno ta individualni izraz na področju izdelovalništva, nove obrti, uporabne umetnosti, recimo v najbolj žlahtnem smislu, dizajna, arhitekture. In ne bomo pa prostor, ki bo te predmete lahko kodificiral kot umetnost. Se pa sigurno tudi z te druge strani dogajajo preskoki. Kaj to pomeni? Da bomo potem, ne vem, Alenka bo prišla in bo pogledala, kaj od tega sodi v cukrarno. Kako pri nas gledamo recimo na te hibridne prostore. S tem imamo tudi en problem. Pa seveda gre tudi za način predstavitve potem teh predmetov. Zdaj, če jih mi tle damo kot te klopce od Tobiasa, jaz vam lahko povem primer obiskovalcev, ki se z veseljem usedejo na klopce, ki so super, by the way, tamle je zelo dobro vedno poslušati, pa tak fajn pregled ima človek, pa tople so. Ampak, ko jim pa povemo, da gre za umetniški projekt Tobiasa Puttricha, se pa vsi ali ustanejo ali pa začnejo gladiti.
tako nekako se jim zdi, da jih morajo potipati, ne? Ker razumejo, da klopce se lahko dotaknejo, ampak jim postane neugodno, da se na njo usedejo. To se mi zdi tako zanimivo, pa jih pa spodbujamo. Ne, se je mišljeno za sedeti, pa jim ni ravno tako čist fajn. Ne? Tako da ja, če ravno jih dajemo v vlogo uporabnega predmeta, zato ker vejo, da gre za delo, zdaj ne vem, morda, če bi pa rekla nek oblikovalec, pa bi jim bilo lažje. Ne vem, vidiš to. Ja, isto pri Maruši Sagadi, tamle so zdaj obiskovalci, na misli se ravno usedajo, ne? Kjer je pa še celo ta zaplet, da nekaterih del se ni za dotikati, medtem ko na druga vabimo, da se obiskovalci usedajo. Se pravi, da postanejo te podporne oziroma supportive sculptures, no, kot bi se reklo, ne vem, ker bi bil dober slovenski termin. In potem nastane popolna zmeda, ki zahteva komunikacijo mediatorja, ki obiskovalcem pove, tu se lahko dotaknete, tu pa prosim nekaj se lahko zruši. Dobesedno en del. Tako da v bistvu je tudi za nas izziv, ki te projekte, te prakse prenašamo v prostor, ki se ga razume kot prostor gledanja, kot prostor prezentacije, evalvacije, interpretacije. In ta interpretacija postane zanimiv moment. In to je za nas velika izkušnja, ker seveda sedimo v pisarnah, ne vidimo ljudi, kako to potem posredovati našim mediatorjem, da ljudi spodbujajo k razmisleku o tem. Ker ni jim problem se tu usesti, ne? To jih čisto načnemo, da se kle na okno belo usedajo in zamažajo, medtem ko klopca, ko zvejo, da je delo Tobijasa Putriha, postane problem. To so zanimivi konteksti, s katerimi se tudi mi v Cukrarni zelo ukvarjamo. Verjamem, da se bomo pa tudi skupaj. Ja. Kar povej, nekaj te daje. Ne razumete umetnost, vsedli ste se. Drugi strani se mi zdi tudi zanimivo, ki si omenil prej, to v bistvu, kar me v bistvu preseneča pri študentih, ki gledam tako. Je recimo popularnost enih takih figur, kot so recimo David Ashram ali pa, no, predvsem on, no? Če poznam, ne vem, pa on pač ima tisti architecture. Ja, kako? Daniel. Vse, v bistvu. Ne, on je v bistvu njegov pač ta arhitekturni biro večinoma opremlja prostore, pa dela neke take intervencije v prostore, sam je v bistvu pač čist posebna enota, medtem ko on kot te skulpture njegove pa umetnost povečemo spet funkcionira neke sporednici. Mene je presenečil sam ta popularnost, ki je načelno se nekako razvije v smislu teh vseh socialnih omrežij in ker naenkrat postane neki blazno ogromnega v bistvu. V bistvu me preseneta. No. Sam ki si omenil, no, da v bistvu, ker meni tudi ni toliko zanimivo, ne. Sam, zakaj pa dejansko ima tako težo, to ne razumem. Ima neko dejansko težo. Jaz mislim, da je to spada v trenutno situacijo art produkcije, ko je v bistvu imate te nujne hype oscilacije, Instagram-induced ili whatever, social media-induced oscilacije, koje su v bistvu vezane na marketing, koje se pojavljaju, ciklično pojavljaju zadnjih 6-10 let kot standardni. Aršem je še ena od tih slučajno ima pa zraven tudi to produkciju. Ti imenuješ arhitekturne, jaz se vsi imenujem kot second layer commercial activity. Tako da mislim, da je to tako neka, ja, sigurno interesantno, dokler nam popapa. Ja. Ne, se mi zdi, dost ljudi pač to gleda tako kot dejansko je sekundarno kariero, preko katere lahko, tako kot si omenil, se lahko financira neka druga plat. Ne? Mislim, kako sedeti v bistvu na različnih pozicijah, s tem, da jih nekako med sabo uravnovesiš. Kar v bistvu se mi ne zdi toliko slabo. Ne? Sam ni pa res dosti praks, ki bi jih poznal, ki bi rekel, ok, to je pa super. Iz tega stališča, v bistvu, kako
Kako kontrolirati? Čeprav ravno prej, ko smo se o vseh Italijanih v 20. stoletju delali, so točno to delali. Ne? Če gledaš, je torej Soca Sunje sedel na 16 stolih, ne? Od Olivetija do najbolj umetniških praks. In je eno z drugim nekje obojem, vse mu je šlo, no? Da sem se nek način vse je prodal tudi na svoj način. Tako da ni tako. To je resno. Se v bistvu tudi, če pogledaš, recimo Max Protič je takrat v 70 letih pač je ustvaril trg za arhitekturno risbo, v bistvu, ki ga ni bilo prej. Pa v bistvu neko keramiko. Pa v bistvu ta pomik proti neki uporabni umetnosti. Na eni strani pa kar naenkrat, arhitekturna risba ima neko vrednost. Ki do takrat dejansko je bila zgolj nek ilustracija nečesa. V tem smislu se mi zdi, da dejansko, kar je Protič naredil, je v bistvu na nek način spet porinil na nivo neke inštitucije. Pač muzej je rekel, to morate zbirati. Ne? Postavil je neko ceno na to. Ne? Oziroma, zbiratelji, ki so začeli kupovati, so vzpostavili to vezo. Ne? Si možda bolj interesantno sicer zelo danes. Te prakse, kažeš, da je v bistvu taj prehod, horizontalni prehod med polji relativno seamless. Ne, ovo. Recimo, pogledaš prakso, sem rečem ponovno Franz Wester, v bistvu za mene je njegov prehod od oblikovanja do skulpture praktično seamless. V bistvu na popolnoma enakem levelu uporabljaš ali gledaš celotno produkcijo. V bistvu za uporabljanje se pogleda. Ali v skrajnem primeru tudi Donald Judd je v bistvu tudi ta horizontalni prehod. V bistvu od uporabnega do tam se v bistvu še bistveno bolj zmotiš, da se usedlo. Je to v bistvu sad tako spohištvo, nekaj poznam, ali je to v bistvu umetnostno. Tako da mislim, da so to bolj neke te prakse, gdje v bistvu ne obstaje taj strogi division unutar prakse, da kažeš, ovo je sad moja arhitekturna produkcija, to je Arhipardo, ovo je moja lučkarska produkcija, ovo je moja art produkcija, nego v bistvu praktično so sve del istega nekega pohleda. I onda v bistvu tudi ta intervencija, sad ne znam da li to oblikovanje, ali nije oblikovanje, recimo tih 1000 Chairs od AIBV-ja za dokumente, recimo, je to sad participatorni projekt, kateri je v bistvu, a to oblikovalski projekt ali nije, ali je čisto umetniška praksa. Tako da mislim, da su te prakse možda bolj interesantne, čeprav se spomnim samo nekih ljudi koji si poznamo že 30 let ili 50 let. Neke novejše prakse, mogoče da tvoje je relativno seamlessne v bistvu produkcije. Da v bistvu nisi tudi na tej razstavi, nisi naredil v bistvu tega, da kažeš, divisiona med participatornim kosama, koji su možda samo na nek način ostanki od nekih procesa, začetki nekih procesov in v bistvu nečesa, kar bi determiniral kot this is an art object, this is a drawing you should have. As a drawing. Tudi recimo pri Juddu, Donald Judd, se mi zdi ta zanimiv prehod, kdaj kos, ki je dejansko pohištvo, kdaj pride to meje, mislim, dejansko se lahko kupaš, ni problema kupiti Juddov stol, sam Juddov stol, ki ga kupaš zdaj, ima drugačno vrednost, ki je v produkciji, ima drugačno vrednost, kot Juddov stol, ki je bil narejen v določenem kontekstu. Mislim, in to je razlika ogromna. Zdaj, mislim, tam spet nekako imaš na eni strani, umetno, za isti kos, dejansko. In v tem primeru imaš isti kos. Gre tudi za vprašanje v privestu, njegove, pri Francu, za te njegove zofe. Kje jo kupiš, ne? Če jo kupiš od galerista, kakva je cena pri galeristu in kakva cena je, če se on dogovori z neko prodajalno, ki prodaja dizajn objekte. To je tudi zanimivo, ker pri nas seveda teh hibridov, ki določajo potem tudi tržno vrednost nimamo, ker ta sistem tržni ne obstaja v tem smislu galerijskem, ampak verjamem, da, mislim, sem prepričana, da primeri iz mednarodnega prostora, predvsem ameriškega, kjer Tobias ti deluješ, prispevajo tudi k temu, da nekemu umetniku to omogoča preživetje, ker težje proda svoje delo skozi galerijski umetnostni sistem in lažje skozi, ne vem, recimo nek dizajnerski. Če jaz malo na svojem mlinu vodem,
Ja, ne, nič manj. Evo, grafični oblikovalec v prvi vrsti, ker arhitektura, industrijsko oblikovanje, umetnost, vse eno, evo, grafično oblikovanje tudi svoje, povem. Ker veliko več je recimo nekih seamless teh prehodov med grafičnim oblikovanjem in umetnostjo, ne. Naprimer, ena najbolj popularnih časopisov trenutno Toilet Paper, ne, je pa od Katalana projekt, ne. In noben se ne sprašuje zdaj, kje je distinkcija. Znači, ti, ko greš in kupiš Toilet Paper, to je časopis, ki ga pač tukaj zdaj dela v bistvu Katalan s nekimi fotografiji in podobno, ampak noben to ne tretira kot recimo umetniško delo, čeprav mogoče, ne, in ko da bodo jih več tiskali, mogoče bodo eventually dobili neko ceno, ne, ko bodo v bistvu količina njih razpoložljivih na trgu se spremenila, ne, bomo videli. Mislim, cel kup je, ne, na koncu koncev umetnikov, ki delajo, ki oblikujejo, ne, ker pač naučiš se malo Adobejevih programov in potem greš v akcijo, ne? In ker je to pač nek skill, ki ga lahko mogoče lažje prodaš, ne? Da, evo, Olaf, s katerim smo se pogovarjali. Nekaj, kar v bistvu se tudi, mislim, takih primerov je zdaj tako, danes v bistvu neštetokrat vprašanje bolj samo, znači, o kateri sferi se pojavljajo, ne. Mi recimo zdaj lahko govorimo o nekaterih projektih, ki imajo mogoče nek, kako bi rekel, večji kulturni vpliv, ne, so bolj opaženi v tej naši današnji attention economy, ne, v kateri v bistvu živimo tudi, znači, bolj ko si opažen, pač imaš neko večjo težo, ne glede na to, kaj si dejansko naredil. Potem je pa v bistvu vprašanje, znači, komercialnega uspeha, ne, koliko se nekaj dejansko prodaja, znači, če nek umetnik, ne vem, dela za Marvela, pa ne vem, ali pa sodeluje pri kakšnem velikem filmu, veš, to potem ne postavljamo taka vprašanja, v bistvu se mi zdi, da je tako, če ustvarjamo podobe, ne objektov, so ta vprašanja nekako bolj simple ali jih enostavno tako ignoriramo, ne, to govorim samo zdaj kot oblikovalec. Ampak jaz bi tukaj samo še eno stvar čisto vrgel, ne, ker govorite tako o različnih projektih, ne, o, ne vem, razponu od 30-50 let danes in podobno. Znači, govorimo o valorizaciji glavno skozi trg, ne, ampak trg tudi ni ena stvar, ki se ne spreminja, trg se spreminja in je trg danes drugačen, kot je bil pred 10 ali 20 ali pa 70 leti, ne. Znači, trg, v katerem se valorizirajo, ne vem, Italijani v 60-ih, ni isti trg, v katerem se valoriziraš ti. Ne? In se bo tudi čez mogoče 10 let spremenil in podobno. In potem spet trg v New Yorku definitivno ni, ne vem, trg kot v Massachusettsu ali pa v Ljubljani. Ne? Znači, mi, ko govorimo zdaj umetnik, ki bo recimo od strane galerista, naprimer, prisiljen diverzificirati svoj portfolio, ne? Da uporabljamo tako dikcijo, je podobno kot je, ne vem, so Beatli potem, ko so imeli hit single, bili primorani, da posnamejo film ali pa nekaj tretjega in podobno. Ne? Tako da v bistvu to ni zdaj nekaj ekstremno novega, je pa mogoče samo zanimivo za nas, ker mi mogoče zdaj počasi prihajamo tudi v stik s takimi praksami in s takim trgom. To je bil bolj komentar kot vprašanje. Meni se to zdi ravno zanimivo potem razmišljati o rogu, ne, ki mislim, da prinaša določeno, jaz bi rekla temu svež veter, pa tudi kup vprašanja, ne, prav kje, v katerem zdaj segmentu, kje se vklopi, kaj tisto, Že na nivoju profilov zaposlenih, koliko je pri vas kustosov recimo? 3 ženske. No. 3 producentke. Ja, recimo v Rogu ne bo kustosa, ne? Je že tukaj ena distinkcija vzpostavljena, tudi kar se tiče tega vrednotenja, kjer zavestno postavljaš prostor, v katerega vrednotenje pač ne vpelješ, oziroma vrednotenje po enih čisto drugih merilih, ne? Tudi pri nas ti individualni delovni prostori, ki se bodo dajali v brezplačno rabo, oblikovalcem, izdelovalcem, arhitektom in tako naprej, se bodo vrednotili njihovi projekti, s katerimi se bodo prijavljali za krožno rabo teh prostorov po enih čist drugih vatlih, ne po umetniški vrednosti, umetniških referencah, ampak po družbeni koristnosti njihovih ciljnih produktov ali storitev, po enem čist drugem vrednostnem sistemu, ki težko rečemo, da je niti vzporeden
umetniškemu mogoče vrednostnemu sistemu. Je tudi vrednostni sistem, ja. Čeprav na nek sistem na nek način se mi zdi bilo vredno videti v bistvu to produkcijo. Ker to so načelno prostori za gledanje. Tisti je pa, kakor govoriš, nimaš nekega prostora za razstavnega. Imaš, samo ni prvenstveno prostor prezentacije, ampak je prvenstveno prostor produkcije, prostor gnetenja, hands-on dela in tako naprej. Bo pa seveda tudi pri nas ena dosti velika dvorana, ki lahko funkcionira tudi kot prezentacijska. Mi pač pravimo zdaj prireditvena ali pa multifunkcionalna dvorana, bo pa bistveno bolj delovala kot en showroom, kot pa kot galerijski prostor. To bo prostor, kjer bo bistveno enostavnejše prezentirati recimo dogodke, kot so modne revije, kot so pop-up prodajni dogodki, kot so produktne prezentacije, kot pa delati tudi iz prostorskega stališča eno čist umetniško razstavo, ker pač tudi ni. Čeprav to že zveni na mejo profesionalnosti, v resnici to, kar pa sem jaz razumela, je v resnici ravno ujet pravzaprav to vsakdanjost, ki se tam dogaja. Ker to je zelo lep primer, mislim, ki se mi zdi tako fantastičen primer, ki je bil v 90-ih, ki se je zgodil na Kubi, ko so pač embargo še vedno obstajali, vse restrikcije so obstajale, hkrati je pa presahnila vsa pomoč sa strani Rusije, Sovjetske zveze od takrat. In naenkrat so se ljudje znašli pravzaprav v tem, oni si mu reče kot neke vrste disobedience, ki so pravzaprav vsak gospodinjske aparate, vse, kar je pač nekaj delali, kar so bili pač v neki želji preoblikovati si svet in ga še vedno si delati pač nekaj življenjskega, kaj vse so naredili. In potem se je našel en oblikovalec, ki v resnici vse te vsakdanje stvari predelane naredil, pravzaprav potem kasneje sicer neke vrste zbirko, ampak je izjemno fascinantno gledati, kaj so izpladno, kako so pač na nek način satelitske ali pa takšne antene delali, zato so televizije delali, kaj vse so ko so imeli včasih še te sušilce, ko so imeli pralni stroj pa poločeno sušilc, so ugotovili, da se toplo je, ne bom z sušilcem, in tisti motor je ratal vse, od prevoznega sredstva do ne vem česa, ki so vam potegnili. Je blazno zanimivo to opazovati. Poznam ta projekt in tudi v Turčiji je nekaj podobnega nastalo. In tudi pri nas bo prostor za občasne razstave tega, kar nastaja v hiši. Bo pa tudi en stalni prostor za to, glede na to, da smo dve delavnici, in sicer steklo-keramični lab in tekstilni lab, v bistvu povezali z lokalom na Petkovškovo in boste imela izložbo in s tem tudi trgovino. Kjer pa se spet recimo pol poraja vprašanje, kaj v trgovini leba prodajati. A rabiš zdaj nekoga, ki bo vseeno vrednotil izdelke, ki jih je vredno umestiti v prodajo, ali bo to spet nekaj, kar je demokratično odprto vsem izdelovalcem, ki se udeležujejo, ne vem, tečaja keramičarstva in tako naprej. Tako da mene pa zanima, tam pa Rok Oblak sedi, ki je umetnik keramike, krasen, in bo, upam, da se kdaj tudi pri nas prikazal v našem keramičnem labu, ki že zdaj super funkcioniramo skupaj. Pa me zanima, Rok, kako pa ti recimo bi rekel, kako gledaš na to? Kaj so izdelki, ki jih je potem v trgovini takega keramičnega laba vredno prodajati, če zdaj uporabim ta izraz? Ja, težko je biti tukaj demokratičen po svoje, zato ker gre za ful širok spektr teh ustvarjalcev, načeloma. Ti nočeš zdaj, hočeš ponuditi neko kvalitetno ponudbo izdelka, v bistvu neki zahtevni publiki, ki se bo tam pojavila, in je težko zdaj zbirati ven iz teh ustvarjalcev, ki se bodo tam znašli, ki bojo od do, tako kot ste prej omenili. Tako da vsem se mi zdi, da ne bi bila demokratičnost na prvem mestu in bi se vse ponudili, ampak je neka taka oblika pomembna, kako se to predstavlja.
Mislim, kar je pač poanta tega je, ne, da mi ne rabimo kuratorja za prezentacijo, rabimo pa mogoče kuratorja za prodajo določenih izdelkov. Ne? Samo nekaj. V bistvu, ja, ne, pri takih projektih je zelo težko, po moje, umestiti, povem, kaj je kvaliteta. Ne. Da se o kvaliteti premalo pogovarjamo, ampak se velikokrat pogovarjamo o demokratičnosti, o dostopnosti, ki lahko hitro prevede problem v drugo smer, da pač kvaliteta umanjka, recimo. Ne. Tako da jaz mislim, da je v našem prostoru glede teh kreativnih oblikovalskih stvari premalo nekih skavtov, tako kot pri košarki, recimo, ne, ki iščejo talente in se preveč naslanjamo na neke razpise, na neke čiste klasične modele, kako pride do denarnih sredstev, prostorov in v bistvu upravičen, da nekje delaš, ampak je premalo, malo rečem čist direkt, prosvetljenega absolutizma v tem, kaj je dobro, pa kaj ni dobro. Mislim, s tem nočem reči, da demokracija pa dostopnost ni pomembna, vsekakor je, ampak da včasih umanjka prav ta del, no. Da je to kar pomembna sfera prepoznavanja kvalitete, no, za prihodnost. Zdaj imam pa tle občutek, da mogoče malo na ta let prihajate, da se morate zelo bati tega. Jaz sem zelo veliko delavnic delala ravno z glino in tle keramika in tle morate zelo paziti. Mislim, kurator dol ali gor, tle ni važno to, sami boste morali spoznati, ker dobite tam različne ljudi, ki bojo marsikaj hoteli narediti, ampak prepričani bojo, da je to strašna umetniška vrednost. Če še Kristino tam izavemo. Ne, jaz sem zdaj razmišljala v bistvu o prepletu umetnost, oblikovanje, zdaj pač govorim jaz konkretno za področje keramike, Aleksandra Engelfried ali pa Karina Marušinska. Dve umetnici, ki preko performativnih praks, preko zaznavanja materije prihajate do oblikovalskih rešitev. Aleksandra Engelfried, ona je cel svoj atelje oblekla v glino, na ta način študirala, kot labosa delala z glino in čeprav je njen pristop oblikovanja zelo performativen, dela seveda skulpture, ampak ima tudi neko linijo oblikovalskih izdelkov. Isto Karina Marušinska. Recimo v tej krizi, ko so zaprli ogromno tovarn proizvodne keramike, šla, vzela kalupe, spet preko nekih performansov, iskala te meje med oblikovanjem in umetnostjo. Meni se zdi, da zdaj spet lahko govorim v primeru keramike, pač material je tisti, ki povezuje vse. In meje so v bistvu lahko zelo hitro zabrisane, oziroma zakaj bi sploh govorili o mejah, če pa lahko govorimo o nekem povezovanju, sodelovanju in na ta način se rojevajo popolnoma nove prakse. In mislim, da bi mogli tu najbolj iskati glih to sodelovanje in dialog med oblikovanjem in umetnostjo. In mislim, da na ta način lahko dobimo neke zelo zanimive rezultate. Se pa strinjam z gospo Smrdujevo, da lepo prosim, bodite zelo pozorni, kaj se daje v izložbe. Vidim, da sem preveč izzivala. Mojci naslednjič povedala, zato ker ni ideja, da bi v Lebih dejansko prodajali produkte, ki nastajajo skozi procese neke vsakdanjih tudi učečih se recimo uporabnikov, ampak gre pač razmislek v drugo smer, namreč velike pa apela in pač neka močna želja obstaja, da bi pa imeli en prodajni prostor slovenskega oblikovanja.
Kar je pa spet, kot vidimo, pri nas recimo imamo kar nekaj takih iniciativ, kjer so se deloma tudi oblikovalci recimo na področju tekstila povezali v zadrugo, v trgovino, kjer tudi med njimi samimi v teh skupinah prihaja potem do nekih nasprotujočih si mnenj, kaj je dovolj in kaj je premalo kakovostno za uvrstitev v recimo ta kuriran prodajni program. Tako da tudi, če govorimo o nekem prodajnem prostoru, ki je lahko hkrati tudi recimo showroom slovenskega oblikovanja, je vedno vprašanje posameznega kuratorja, ki bo ta prostor napolnil z slovenskim oblikovanjem in tudi nasprotujočih si pogledov in mnenj med samimi temi kuratorji, recimo, ki bi to potencialno lahko počeli, ker jih je kar nekaj. In bi lahko bili to pač odvisno, kdo je, popolnoma drugačni prostori. Ne nujno bolj ali manj kakovostni, ampak drugačni. Imamo še kako vprašanje, komentar? Tako. Povezava skozi, stvari se tako ali tako povezujejo, ne? In v bistvu lahko izhajaš iz umetnosti v, ne vem, arhitekturo ali oblikovanje ali pa obratno. To se že prej, ampak zdaj pa je mogoče napočil čas tudi s temi hibridnimi raznoraznimi prikazi oziroma uporabo, da se spet predrugačijo te stvari. To mogoče mlajša populacija boljše ve, jaz pač s tem nisem toliko seznanja, ampak mislim, da je pač tako ali tako, to je odraz tudi dobe, razmišljanja, tako kot je bilo tudi v preteklosti, zdaj mogoče še bolj potencirano. Saj zato mislim, da so taki prostori dragoceni, kjer lahko recimo hkrati v nekem sinhronem procesu ustvarjajo ustvarjalci tipa sam svoj mojster, profesionalni izdelovalci in umetniki. In da so to neki hibridi, ki potem lahko mogoče rezultirajo v kakšnih zelo dragocenih povezavah. V bistvu, ko govoriš o nekem prostoru, razstavnem prostoru, prodajnem prostoru, dizajnu, na drugi strani umetnosti, in pač daš omenil kvaliteto. Zdaj ti v bistvu rabiš ta vidik z obeh smeri. In tukaj je zdaj vprašanje, še vedno mislim, da ta kvaliteta je različno spostavljena znotraj dizajna in drugače spostavljena znotraj umetnosti. Je neko prekrivanje, ampak ga pa ni dosti. In z tega stališča se mi zdi ta prostor zanimiv. Je pa tudi dosti problematičen, ker dejansko je neko trenje vmes. In tako da mislim, se mi zdi vsekakor pozitivno. Saj smo vsi zelo radovedni, v kaj bo to trenje rezultiralo, ki je na recimo večjih nivojih tudi povezano z tem prostorom, s to lokacijo samo. Recimo, da si mi zaželel veliko sreče. Sem pa prinesla zloženke o razvoju samega centra Rog, kjer je na koncu tudi po nadstropjih predstavljeno, kaj vse bo obsegal. Gre za skoraj 9000 kvadratov same stavbe in približno 8000 kvadratov javnega parka, v katerega se bo pretvorilo bivše tovarniško dvorišče. Tako da mislim, da bo en zelo dragocen, nov, javni in vsem dostopen prostor. Se ga veselimo. Se ga zelo veselimo, prav vsi, in upam, da nas bo silil v razmišljanje, tako kot nas v razmišljanje silijo hibridi, kot je bilo danes rečeno. Jaz se vam zahvaljujem, dragi gostje, da ste bili danes z nami, tudi vam, poslušalci, poslušalke, da ste nas poslušali, delili svoje pomisleke, misli in vprašanja. Verjamem, da bomo še kdaj odprli to debato, če ne prej. Upam, da čez dobro leto dni, tamle čez Ljubljanca v centru Rog, kjer bomo verjetno odrli še kako dobro misel. Kot rečeno, ostane o tem, da nas hibridi silijo v razmišljanje,
vredno in dobro je razmišljati vsak dan. Hvala vam vsem.